Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in seveda še enkrat dobrodošli v naši oddaji. Danes se bomo pogovarjali o 5 korakih do popolne kože na našem obrazu. Pravzaprav bomo govorili o eni taki rutini, ki jo lahko izvaja čisto vsak od nas doma, ni preveč zakomplicirana. Je pa res, da ta rutina vsebuje nekaj pomembnih korakov, ki jih ne smemo preskočiti, predvsem pa je zelo, zelo pomembno tudi, kakšne izdelke uporabljamo in na kakšen način jih uporabljamo. Zato imamo danes tukaj gostjo, ki jo že pravzaprav zelo dobro poznate, DM-ovke in DM-ovci, ne samo zato, ker je pri nas že tretjič, ampak tudi zato, ker ste mnogi njeni ljubitelji tudi na družabnih omrežjih. To je seveda Nina Borazor. Ninče, živjo. Živjo, zdravo Ajda. Ful sem vesela, da sem danes spet tukaj z vami, lepo te videti. Hvala, enako. Danes nas čaka ena taka ful lepa tema o skincareu in o kombinaciji z ličili. In v bistvu tudi mene stranke same veliko vprašajo, Nina, a nam lahko priporočiš kakšen skincare oziroma kako naj si sestavim svojo nego in kako naj sploh, po kakšnem zaporedju naj sploh uporabljam toliko produktov v tej poplavi? Ja, in danes si želiva pravzaprav točno to, da vas ne prestrašimo, da bo ta neka rutina, teh nekih 5 korakov, skozi katere bomo danes šli, še vedno dovolj enostavnih, da jih boste lahko izvajali redno, da jih boste lahko izvajali pravilno, predvsem pa s temi triki, ki jih boš danes tudi ti nekako nam predstavila, bomo še korak bližje do tega, da bo naša koža res popolna. Mogoče še to, ti si seveda poznana kot vizažistka, ampak verjetno bi se strinjala z mano, da osnova tudi vsakega dobrega make-upa je seveda predhodno dobro negovana koža. Absolutno, absolutno. Tudi verjetno se make-up drugače nanaša, če je naša podlaga taka, kot mora biti. Mogoče pa svetuješ, ko recimo pridejo k tebi na kakšno posebno ličenje, da ne vem, doma izvedejo kakšno posebno nego, si dajo kakšno masko, mogoče kakšne pece za pod očmi? Ja, v bistvu veliko teh stvari jim tudi že jaz malo priskrbim. Mislim, da je sploh pri kakšnih poročnih ličenjih potrebno, da jim predhodno dam navodila, kaj morajo narediti večer, preden jaz pridem sploh. Ja, no tako in mislim, da je dobro, da povemo, da v bistvu gre res lepota in zdravje kože gresta z roko v roki. In ker bova danes se res posvetili tej vsakodnevni rutini naše kože, me zanima, kakšna je tvoja rutina pri negi? Moja jutranja rutina ni popolna brez 3 korakov. In to so dober serum, dobra vlažilna krema in pa SPF, se pravi zaščita pred soncem. Ja. In še zmeraj sem šokirana, ko slišim, da ljudje ne uporabljajo tega vsak dan. Ja, danes bova tudi temu posvetili kar nekaj časa, čeprav tisti, ki ste redno z nami v oddajah DM Live, veste, da to ponavljamo že ko stare ragle, ampak glejte, to je res ena ključna zadeva. Zakaj? Zato, ker lahko mi sicer naredimo vse perfektno prav, ampak če bo naša koža izpostavljena negativnim sončnim vplivom, na dolgi rok ne obstaja produkt, ki bi lahko to popolnoma izravnal oziroma nam pomagal do prvotnega stanja. Zato se mi zdi, da je dobro, da nekako že od malih nog nam to pride kratko malo v kri, da je to en avtomatizem, saj se mi zdi, da mlajše generacije sploh že nimajo več takega problema s tem. Mogoče še kdo od starejših generacij, ko se o tem še ni tako zelo veliko govorilo, nima teh informacij, ampak zdaj v tem svetu pa mislim, da je že do vseh nas prišlo, da je zaščita kože pred soncem ključna. Danes vam bomo predstavili tudi izdelek, ki je v bistvu dvoje v enem, ampak do tega še pridemo. Absolutno pa vas na SPF faktor danes še opozorimo. Imaš ti mogoče kakšne osebne izkušnje s težavami s kožo, ki so ti recimo tudi bolje pomagale razumeti, kako skrbeti za svojo kožo? Ja, jaz sem v bistvu imela zelo problematično kožo, se pravi od najstništva pa vse do pozne adolescence sem se borila z aknami, posledično seveda z brazgotinami in hiperpigmentacijo. In moram priznati, da me je to takrat kar zabolelo, težko sem se soočala s tem, ker v bistvu si v nekih najmlajših letih in ti se soočaš s tem, kako sebe sprejeti, kako delati na samozavesti, na zdravi samopodobi, medtem pa se počutiš, da nisi najboljša verzija sebe. In takrat sem tudi mogla spustiti stvari, na katere nimam vpliva, seveda z dobro nego lahko veliko pripomoraš, ampak kakšne stvari moraš pa sprejeti, In se mi zdi zelo pomembno, da
da sprejmeš sebe Ja. in obenem, da samo zato, ker mogoče sam sebi nisi najboljša verzija sebe ali pa ne izgledaš tako, kot si ful želiš v enem trenutku, ne pomeni, da si manj vreden ali pa neprivlačen. Nina, v bistvu sem zelo vesela, da si zdaj tako iskreno to zgodbo podelila skupaj z nami, ker jaz sem prepričana, da se vsi mi ali pa smo se ali pa se bomo srečevali s kakšno kožno težavo, zdaj ali gre za akne oziroma za mastno kožo ali gre za preveč izsušeno kožo. Pravzaprav nobena kožna težava ne moramo rangirati. Vsaka je pač za tistega, ki jo ima, najhujša, najbolj težavna. Je pa prav, da se zavedamo, da pač se vsi s tem srečujemo in da obstajajo torej izdelki, ki nam lahko pri tem pomagajo, predvsem pa neka rutina, ki jo moramo redno in dosledno izvajati. To, kar je tek na dolge proge, ponavadi tudi obrodi najboljše sadove. Mogoče še to, nismo povedali. Danes bova govorili o izdelkih Garnier in Maybelline, to se pravi izdelkih, ki jih ti res zelo, zelo dobro poznaš. Vedno, ko nas je Nina obiskala, je bila ena od tistih, ki je vse izdelke, o katerih govorimo, tudi preizkusila in tudi danes je temu tako. Tako da informacije iz prve roke, absolutno. Če vas karkoli zanima, smo dosegljivi tudi v naši klepetalnici, smo v živo, to je seveda velika prednost, ker na ta način lahko tudi mi sodelujemo, se pogovarjamo in še dodatno bogatimo našo oddajo DM Live, tako da absolutno kar dobrodošli, da že kaj zapišete, lahko tudi sam pozdravite, pokomentirate, radi slišimo tudi kakšno pohvalo, tako da kar dobrodošli, pa seveda tudi vse lepe ugodnosti vam še zdaj na hitro predstavila, preden midve zajadrava v današnjo temo. Torej 40-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, od danes do nedelje, tako v aplikaciji Moj DM, kot tudi v fizičnih trgovinah s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija. Je pa zelo pomembna stvar, da tudi aktivirate kupone. Kaj ti to pomeni, da če jih boste aktivirali, se vam bodo na koncu ob zaključku nakupa vse te ugodnosti tudi lahko upoštevale in kot že rečeno, nakupujete lahko v obdobju vašega naslonjača, torej preko spleta, lahko pa nakupujete tudi v fizični trgovini DM, skratka, kakor vam je ljubše. Malo vas bomo tudi pocrkljali, sej malo ste že navajeni, ampak je lepo, da smo vsi zadovoljni. 10 čudovitih paketov z danes predstavljenimi izdelki bo romalo med vas, tako da drživa pesti, a ne z Nino? Obe. Oziroma, ja, takole, ne, prste prekrižava in upava, da se boste prav vi znašli na seznamu nagrajencev jutri oziroma pojutrišnjem na DM-ovi spletni strani. Klepetalnico sem že omenila, tako da ja, v bistvu bi te jaz zdaj vprašala še, današnje izdelke, kot že je rečeno, zelo dobro poznaš, zakaj so odlični, da jih vključimo vsi mi v svojo dnevno rutino nege kože na obrazu? Meni se zdijo te produkti fantastični, sploh kar se tiče teh skincare produktov, ki jih bomo predstavili, ker imajo skupni imenovalci in to je vitamin C, ki ga v bistvu jaz že kar dobro poznam, ker ga tudi ful rado uporabljam. Vitamin C je res dober antioksidant, ful da svežine, življenja, sijaj, sploh zdajle po zimi. Se mi zdi, da se noben ne brani, da dobimo mal lajfa v obraz. Ja, jaz rada rečem, da se mi zdi, da imamo v teh jesensko-zimskih mesecih kar tak mal bolj sivkastotene kože. Zato pa res opazim razliko. Če se uporablja redno na dnevni bazi vitamin C, se to lahko zelo dobro zakrije. Je pa treba biti dosleden, tako da tukaj se jaz tudi malo sama s sabo zdaj še pogovarjam, da ne bo kakšne pomote. Ja, ker vemo, kako je. Na začetku je tista vnema, naredimo vse po teh korakih in pol nas mal mine. Pa te kar malo zmanjka vmes. Ja. Ampak danes pravzaprav opogumljava ravno s tem, da rutina, ki jo predstavljava danes, je res tako zelo preprosta in tako zelo na nek način osnovna, ampak učinkovita, da jo človek res lahko drži na dolgi rok. Ker res, kot smo že prej rekli, tek na dolge proge je tudi tisti, ki nam dejansko prinaša dolgotrajne in najbolj učinkovite rezultate. Zdaj, prvi najin izdelek prihaja iz linije Garnier Skin Naturals, micelarna voda z vitaminom C. Ti si prej že zelo lepo povedala, to je nekako skupna rdeča nit vsem Garnierjevim izdelkom, ki jih bova danes predstavljali. Del njihove filozofije torej je, da so pri ustvarjanju izdelkov učinkovitih, hkrati pa tudi dostopni širši množici. Njihovi izdelki so prijazni do kože in tudi okolja. Uporabnikom pa ponudijo izdelke, ki združujejo naravne sestavine z napredno tehnologijo in torej to je tudi linija, o kateri mi danes govorimo, linija Skin Naturals. Prvi korak v tej najini rutini, ki jo bova danes predstavili, pa je torej čiščenje kože. Micelarna voda z vitaminom C je zagotovo odlična izbira, Nina, se strinjaš? Res je, sploh pa micelarna voda, ker se mi zdi, da je to v bistvu prvi korak same nege
ko jaz začnem na stranki delati. Ne? Se pravi, z njo lahko čistimo nekaj, kar mogoče niso en večer prej dobro očistili, kakšne ostanke ličil ali pa kakšno naravna olja, ki se čez dan nabirajo na koži in se mi zdi, da vedno, ko z micelarno vodo potegneš po obrazu z vatko, ne glede na to, koliko misliš, da imaš čisto kožo, vedno je neki rjavkazga na tej vati. Vata ne laže. Tako je, vata ne laže. In se mi zdi res fajn za te, ker v bistvu je taka stvar, ki ne rabiš sperati. Se pravi, tudi če si nekje v pogonu, kjerkoli in rabiš zdaj si odstraniti make-up na hiter, vzameš micelarno vodo, 1, 2, 3 in ne sekiraš se, ne. Res je. Zdaj mogoče še ena stvar, sploh bolj za, bom rekla, poletne mesece, ne, lahko si recimo pomagate tudi na ta način, da malo, vidite, pakonga je kar velika, 400 ml je tukaj notri micelarne vode, recimo delček te lahko tudi prelijete, mogoče v kakšno flaško šprico, jo date potem v hladilnik, da je še fajn hladna in potem je to najboljša možna osvežitev, recimo, ko človek pride z vode ali pa ko si že nekaj časa na soncu, preden si damo kremo z SPF-om, še mečkem pošpricamo, se osvežimo, shidriramo kožo, skratka, ne samo, da je prijetno, je tudi zelo učinkovito. Dobra ideja. Ja, tako da se mi zdi, da je to kar ena taka zadeva, ki si jo mogoče lahko zapišemo. Se opravičujem, preden nadaljujemo, imamo že prvo vprašanje, hvala, ker ste tako zelo pridni. Mene pa zanima, torej sprašujejo, ali lahko Nina odgovori, kako je od svoje problematične kože prišla do tako lepe kože. Mimogrede, to zanima tudi mene, tako da Nina, povej nam. Najlepša hvala, v bistvu je bila pot kar dolga. Moram pa priznati, da ob negi kože, se pravi serumi, kislince in redno čiščenje kože, sem bila tudi na Roakutanu. To so zdravila, v bistvu za hormone, bom rekla. V bistvu vnetje kože se začne noter. Noter je bilo neko hormonsko vnetje in s tem smo ga nekako, bom rekla, zatrli oziroma ozdravili. Ampak brez nege mislim, da ne gre naprej. V dobri kombinaciji mora biti. Je pa najbolj, da se kar posvetujete, če so kakšne res problematične stvari, kar z dermatologom, ker vam bojo oni povedali na licu mesta, kje smo. Kaj se lahko naredi? Ampak vidiš, Nina, res lepo, ker si tako zelo iskreno z vsemi nami podelila to svojo zgodbo. Jaz sem že prej rekla in to je resnica, pač vsak od nas ima neko težavo s kožo. Zdaj se to vidi že na prvi pogled, ali se mogoče vidi samo v določenih situacijah, nas seveda zmoti in prav je, da si tako izmenjamo mnenje, tako da če ima kdo še karkoli na to temo, absolutno današnja oddaja je namenjena temu, vprašajte, se bova z Nino potrudili, da bova čim bolj odgovorili tudi na vaše vprašanja. Zdaj, če se malo še vrva nazaj k micelarni vodi z vitaminom C, še eno vprašanje. Torej, kaj uporabiti, če ti vitamin C ne odgovarja? A imamo kakšen substitut, kaj se recimo, še kakšna aktivna sestavina? Kaj si prej rekla? Kakšne kislince bi bile dobre, mogoče kakšna salicilna kislina, ki dela v bistvu tak nek nežen peeling in odstranjuje odmrle celice. On je pa tudi mičkan še kasneje sicer. Ampak se mi zdi kakršnakoli kislina dober substitut, ker v bistvu res s tem, ko odstranimo odmrle celice, pridemo do te spodaj sijoče kože. In to na koncu je v bistvu cilj vitamina C. Tako, tako. Hvala, Nina, hvala vam. Nadaljujte z vprašanji. Medtem bomo pa midve še povedali, kako sploh deluje micelarna voda. Veliko se o njej govori, ampak kaj je pravzaprav funkcija? Ja, micelarna voda vsebuje micele, to so majhne molekule, ki nas tako kot nek magnet vežejo, umazanijo nečistočo in v bistvu je zelo nežno, učinkovito in hitro odstranijo in je res fajn, hitro in kot sem že prej rekla, pač ne rabiš sperati, ker so tako nežne sestavine. Zdaj jaz ne vem, kako ste ki fantje z micelarno vodo, ampak jaz sem svojega že zelo lepo navadila, da jo uporablja. Se mi zdi, da to je pač eden od tistih prvih produktov, ko začnemo mogoče tudi svoje moške malo izobraževati v tej smeri. Recimo micelarna voda je res ena taka stvar, s katero se tudi dovolj hitro sprijaznijo in predvsem hitro ugotovijo, da deluje. Tako da mogoče tudi, če nas zdaj kakšen moški gleda, micelarna voda, vemo, sploh moški, ki še dodatno se jim masti koža, ne? Tako je. Pri moški koži je predvsem to, da se ful več potijo, ful več loje proizvaja njihova koža in mislim, da je nekaj kot micelarna voda super, da se samo obrišejo in osvežijo tisto, za njo. Tako, kako pa jo uporabljamo? Imaš kakšen poseben načrt, zjutraj, zvečer, obakrat? V bistvu, jaz bi rekla po potrebi. Tukaj ni nobene omejitve, takrat, ko se ti zdi, da potrebuješ osvežitev,
komod. Te še kaj tazga navdušuje pri tem izdelku, da bi zdaj tole rada podelila skupaj z nami? Je predvsem to, da ima vitamin C, valjda. Ker 2 muhi na en mah, zakaj pa ne? Ljubiteljica vitamina C. Ne, sej iskreno tudi jaz ga redno vključujem v svojo nego in absolutno, ne, koža je hvaležna, ker odraža se predvsem na tem sijaju, boljšem tonusu. Skratka, vse boste videli, ko boste nekaj časa uporabljali, mogoče celo tole micelarno vodo z vitaminom C. Zdaj za nas je posnela tudi en video posnetek, kjer bomo videli, kako Nina uporablja micelarno vodo Garnier Skin Naturals, da boste videli pravzaprav vse njene korake. Boš kaj povedala? Ja, v bistvu jaz še vedno rada malo pretresam, samo to, da se vse sestavine lepo premešajo in namočam celotno vatko in potem nežno brišem po celotnem obrazu. Še najbolj sem pa res nežna pri predelu okoli oči, ker je tam tanjša koža in se tudi hitreje gubice delajo, tako da res nežno in potem, kot vidite, vedno je nekaj na tej vatki, in zato je fajn imeti micelarno vodo. Mogoče še to, zdaj videli smo, ti si šla okrog oči, jaz vam lahko povem, jaz uporabljam to isto različico, samo da zelo je vero, jaz grem recimo s tistim brez težav tudi čez make-up, ki ga imam na očeh, me čisto nič ne draži. Kakšne so tvoje izkušnje enako? Isto, tukaj bi edin še en tak pro tip dala, da v bistvu, kar se tiče oči, je ful fajn, da ko damo na vatko micelarno vodo, prislonimo na oči in pustimo ene 10 sekund, da v bistvu res gre noter med trepalnice, da ne rabimo ful, maskare vleč, da ne dražimo svojih oči, ampak da v bistvu pridržimo in potem boste videli, kako bo hitreje in nežneje v bistvu vse skapilo dol. Hvala lepa. No, ker jaz sem v tej skupini, ki vleče in strga in včasih uporabi čisto preveč vat, kot bi bilo potrebno, ampak zato smo tukaj, da se lahko pogovorimo in kaj novega skupaj naučimo. Ok, še eno vprašanje na temo micelarne vode. Ali je treba micelarno vodo vedno izpirati? Za njo dodati še tonik? Mislim, jaz bom tako rekla, ko si dajemo naprimer zvečer ličila dol, jaz vseeno rada očistam samo zato, da res se počutim, da je moja koža čista in potem sledim s tonikom. V primeru, da pa to delamo zjutraj, pa ni potrebe. Jo pa v nobenem primeru ne potrebujete izpirati, a ne? To se pravi, zdaj nič ne bo narobe, če boste to naredili, ampak mislim pa, da gre tudi nekaj teh sestavin, ki jih pa želimo, da ostanejo na obrazu dol. Oziroma, če že, mogoče najprej umiti, to se pravi, ali z nekim gelom, z neko peno in potem dejansko iti še z micelarno vodo. Da mogoče kombiniramo. Mislim, tako delam jaz in sem kar zelo zadovoljna z rezultatom. Odlično. Meni je to ful dobro, ker se pol tudi jaz kaj naučim, pa kako delati in pol malo primerjaš. Točno to. Malo tukaj, malo tam. Točno to. Tako da, kar nadaljujte v tem stilu, če vas še karkoli zanima, nadaljujemo še z enim fantastičnim izdelkom, serumom za obraz, še z enim izdelkom, ki si rekla, da je za tebe nepogrešljiv, da brez njega ne moreš. To se pravi, gre za serum za obraz, 30 ml, Garnier Skin Naturals. Poleg vitamina C vsebuješ nekaj drugih sestavin. Si mi že pred oddajo omenila, da ti je zelo všeč, kaj je že tukaj noter? Tukaj noter je tudi niacinamid in pa salicilna kislina. In kot nekdo, ki je imel oziroma manj problematično kožo, mi te sestavine res odgovarjajo. In sicer niacinamid v bistvu se bori proti nepravilnostim in tudi pomirja kožo, medtem ko salicilna kislina, kot sem prej omenila, dela tak nežen peeling na koži, odstrani odmrle celice in skupaj je v bistvu ful dober kombo. Mogoče še to, kako nanašamo. Vidim, da je tukaj ena taka priročna pipetka. Ja, jaz bi tukaj rekla, da je ful pomembno, da vedno nanašamo na kožo in se ne v bistvu takole s pipetko in se ne dotikamo kože, ker kaj se zgodi, če bi se mi začeli dotikati kože, obraza? V bistvu mi bi tole kapalko v bistvu nasičili z nekimi bakterijami, ki bi jih potem onesnažili ta produkt in mi bi si potem samo te bakterije po celem obrazu razsajali, kar pa se potem vidi v mozolčkih ali pa kakršnih koli nepravilnostih. Ja, to je kar dobro, ne? V bistvu kapalka nam, kot boš zdaj pokazala tudi v tem videoposnetku, nam res omogoči zelo eksaktno doziranje, to se pravi tudi ekonomsko gledano, ne? Produkta si damo lahko gor točno to, kot ga potrebujemo. Tako, in higiensko je in v bistvu jaz tudi celotno pipetko, v bistvu celotno dolžino pipetke uporabim na obrazu in si nežno umasiram po
celem obrazu, po vseh predelih. In v bistvu se tukaj tudi vidi že kakšen glow. Ja, prav to zdaj gledam, si začela kar žareti na tem. Ja, lepo. Res fantastična tekstura in nimaš unga feelinga, da je težko, da je lepljivo, ampak je res prav tako svežina. Zdaj tukaj tudi vidimo, da vsebuje izdelek 3,5%, torej tudi vitamina C, niacinamida in salicilne kisline. Če pobliže pogledate, ta embalaža je tako kot neka malo zablurana oziroma ima tako mačken tak zamolkov odtenek bele. Zakaj? Zato, ker moramo nujno poskrbeti za to, da je vitamin C vedno v temnem, to se pravi, če se le da, ne te stekleničke puščati kje na okenski polički, kjer bo zdaj na njo sijalo sonce, ker to ni dobro, se vitamin C potem razgradi oziroma nima več učinka. Je pa že absolutno sama embalaža nekako imela v obziru to, ko so pač izdelovali tale izdelek, tako da to je kar dobra zadeva. Je pa fajn vedeti, da res, sploh če recimo to odnesemo s sabo na kakšen dopust in potem pustimo nekje, kjer sonce gor sije. Skratka, v kakšno omarico rajš, pa bo boljš, tudi efekti na koncu bodo boljši. Pa mogoče še to, ob redni uporabi vitamina C, lahko dosežemo tudi rahlo posvetlitev našega tonusa kože. Res je, v bistvu zato, ker se tudi bori proti tem pigmentnim madežem oziroma jih posvetljuje, tako da posledično je seveda tudi koža lahko mičken bolj svetla, ampak res lepo izenači celoten ten, sijočo kožo nam naredi, res tako malo življenja. Daj mi povej mogoče še, kako pogosto recimo ti uporabljaš tale serum za obraz? Jaz ga uporabljam zjutraj in zvečer in zato, ker je vitamin C taka, bom rekla, nežna sestavina, jo lahko uporabljamo tako 2-krat na dan. Glede na to, da si vizažistka, vprašam, mogoče bom zdaj čist mimo strelila, ampak a bi bila lahko to tudi recimo podlaga za ličenje, ta serum? Ja, seveda, zato predvsem zaradi svoje teksture. Ni moteča, karkoli pride kasneje, se pravi, se ne luska, se ne, kako bi temu rekla. Lahko plastimo z drugimi izdelki, Tako, in to je ful pomembno. Sploh nekdo, ki se veliko liči, če se mi začne karkoli luščati, to pomeni, da dva izdelka med sabo nista kompatibilna. Tako je. Ali pa da moramo narediti peeling kože. Tako. Eno ali druga. Mogoče že to je kaj, na kar moramo biti pozorni pri uporabi izdelkov z vitaminom C. Ti si velika ljubiteljica vitamina C, tako da boš zdaj to vedela. Absolutno. Pri vitaminu C prosim uporabljamo zaščito pred soncem, se pravi SPF, ker v bistvu se zelo lepo dopolnjujeta te dve sestavini, tako bom rekla. Zato je, ker nam vitamin C v bistvu res zaščiti kožo pred vsemi temi stvarmi, SPF nas pa zaščiti pred sončnimi žarki in eno brez drugega enostavno ne gre. Ja, Nina je zdaj malo že opisovala naš naslednji izdelek, no vsaj meni se tako zdi, ne vem, če je bil to tvoj namen, ampak naš naslednji izdelek je namreč fluid za obraz, rahlo obarvan z vitaminom C in pa z SPF 50, torej zaščitni faktor 50, kar je absolutno odlična kombinacija, kajti radi imamo izdelke, ki nam vsakodnevno rutino tudi nekoliko olajšajo. Zdaj trenutno smo pri 3. koraku naše rutine za popolno nego obraza oziroma kože na našem obrazu. In povej mi, v tem videu, ki si ga posnela, bomo zdaj lepo videli tudi prvo, kako je ta fluid prijetno obarvan. Res je. In pa predvsem, koliko ga moramo nanesti? Kar se tiče, glede na to, da je to v bistvu SPF izdelek, vedno uporabimo minimalno 2 dolžini svojih prstov po celem obrazu, ker toliko potrebujemo, da uspešno zaščitimo kožo pred zunanjimi oziroma pred sončnimi žarki, ki so zelo škodljivi in lepo nam razmažem po celem obrazu in kot vidite, res pusti tak lep glowy tint in zgleda, kakor da je malo barvan, ampak ni, to je samo tak nek sijaj, kar jaz obožujem. Čeprav imam malo bolj mešano kožo, vseeno se ne branim tega zdravega sijaja, bom rekla. Obenem se pa tudi ne masti čez dan, tako da zame je to win-win. Ja, absolutno. Tudi zdaj, ko sem recimo videla na posnetku, všeč mi je bilo, da si pokazala, kako izdatno je treba nanesti. Daj mogoče še enkrat pokaživa, zato ker se mi zdi, da to je ena taka... Ko že začnemo uporabljati pridno in redno SPF, pa velikokrat šparamo s temi kremami, pa pri SPF-u res ne smemo. Pri SPF-u pa res ne smemo. Ja. In v bistvu boste tudi videli, pa
pač zgleda, kot da je nek tint, ampak v resnici v bistvu da samo en tak lep lep glow in lepo se zlije s kožo in predvsem moram pa res poudariti, ne pušča belih sledi, a ni kaj hujšega, kot SPF, ki pušča white cast in pač v bistvu ti kar belo barvo, tudi tega ni. Če greš na robinzonske počitnice, ti je vseeno, če greš pa v službo, ti pa ravno ni, ne? Ja, tako. Nina, hvala lepa za tale zelo nazoren prikaz. Mogoče preden se predstaviva na 4. korak najine rutine, še kaj, kar ti pri tem izdelku všeč, pa bi izpostavila še kakršnakoli stvar, pozorni, ne rabimo biti na nič, tukaj ni nobene take stvari, da bi rabili koga kaj opozoriti. Načeloma je izdelek negovalen, nežen, hkrati zaščiti vašo kožo s faktorjem 50. In kot lahko vidite, tukaj gor tudi piše glow in ta glow boste tudi res dosegli. Nina, smo zdaj videli na tvojem posnetku. Mislim, meni je res, moram poudariti to teksturo, je lahka, hitro se upije, lepo se razmaže, ne pušča onega mastnega feelinga, tako da zelo dober produkt. Pa še 40-kratne točke od danes do nedelje, tako da če ste mogoče razmišljali že nekaj časa, da bi poskusili ta produkt, evo, zdaj res super priložnost, 40-kratne točke pa ob predhodni aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru. Tako, tole so bili 3 izdelki Garnier, zdaj greva pa na izdelke Maybelline New York. Tekoča podlaga, Superstay, 24 ur Skin Tint, tole je odtenek 10, tale, ki je pred nama, seveda imate en kup enih drugih odtenkov še, tako da prilagodite odtenek tistemu odtenku, ki ga ima tudi vaša koža. Zdaj, mogoče še to, Maybelline je bil vedno znan po tem, da nekako ponuja inovativne, tudi dostopne izdelke za ličenje, ki zadostijo potrebam sodobnih uporabnic. Superstay 24 Skin Tint je bil ustvarjen z namenom, da ponudi dolgo obstojno prekrivnost, ki pa ne obteži kože. To je mogoče, ko prvič to slišimo, se nam zdi kar malo kontradiktorno, ker ponavadi imamo občutek, tisti, ki res prekrije in naredi lepo teksturo, to so malo težji izdelki, ampak ni nujno. Pa še naraven in tudi celo matira dosti. To boš pa ti bolj vedela povedati. V bistvu meni je pri tej podlagi ful všeč sama tekstura, ki je v bistvu, kako bi rekla, mazljiva, lahka, ampak obenem medium prekrivnosti, ki jo lahko tudi lepo po slojih nanašamo na kožo. Všeč mi je to, da v bistvu ne glede na to, koliko slojev daš na kožo, ne zgleda težko, v bistvu res sveže zgleda, lepo se zlije s kožo in je res prijetna čez cel dan, no? Ja, verjamem. Pa tudi, to se pravi, ni problema, če bi želeli mogoče malo bolj večeren videz, pa bi si želela, to se pravi, da imamo res ta perfect skin. Lahko to se pravi, ne vem, prvo plast namažemo, drugo utapkamo ali kaj podobnega. Kako se ti tega lotiš? Ja, v bistvu jaz, če uporabljam svoje roke, najrajš tapkam, ker v bistvu s tem nanesem tudi večjo prekrivnost oziroma lažje kontroliram svojo prekrivnost. Mičkam še takole z rokami otoplim produkt, da je v bistvu še bolj mazljiv in da se res lepo stopi v mojo kožo. Tiste predele, ki mislim, da mogoče rabim mičkam manj prekrivnosti, jih lahko lepo razmažem, drugače pa ful rada tapkam in seveda tudi na vrat vedno nanesemo, da v bistvu se res lepo zlije in da ne zgleda, kot da imamo neko masko na svojem obrazu. Pa bodimo iskreni, to tapkanje ni dobro samo za nanašanje produktov, ampak tudi pač pozitivno vpliva na naše razpoloženje. Če še niste poskusili, poskusite, zato ker je to, če že ne drugega, tudi ena taka, bom rekla, obrazna masaža, ki jo naredimo sami sebi, malo prekrvavimo obraz. Veste, to je samo po sebi dobro za našo kožo, da dobi mogoče tudi še malo dodatnega sjaja, o katerem se zdaj tako zelo veliko govori in vsega hočemo. Taka limfna drenaža. Ja, res je. Sicer je še bolj, če ti jo naredi kdo drug, ker pa res lahko še zraven dodatno uživaš, ampak saj smo lahko tudi sami svoji mojstri, saj znamo. Zdaj ti si ga nanašala, smo videli, s pomočjo kapalke. Tako. In tukaj moram spet, karkoli je s kapalko, naj se ne dotika naše kože, s tem bomo res omogočili, da bo produkt vedno najboljši, da ne bo kakršnikoli bakterij, da ne bo onesnažen. Tako, pa še v bistvu spet ekonomično, spet ga lahko iztisnemo točno toliko, kot ga rabimo. Prav pri teh podlagah tekočih se velikrat zgodi, da si jo damo preveč in da potem ne porabimo in
se ti zdi škoda pol to stran metati. Ne? Tukaj pa res lahko lepo podoziramo in to se mi zdi še ena fantastična stvar. Povej mi, koliko časa zdrži ta podlaga? Tukaj gor piše 24 hours. Mislim, gor piše 24 hours, jaz bom rekla zelo obstojne podlage, ampak bi res svetovala, da mogoče nimamo gor 24 ur in absolutno pred spanjem vedno očistimo svoj obraz, ker v bistvu mi, ko si zjutraj nanesemo podlago, gremo ven v svet, kjer je smog, kjer so številni zunanji vplivi, in potem pridemo domov in se s takim obrazom uležemo v svoj vzglavnik in damo v bistvu celotno zunanjost tega, kar se nam je dogajalo, vseh teh izpušnih plinov, tam, kjer spimo. In mislim, da je to res zna mrgolet bakterij in bi res odsvetovala, tako da odlično obstojno, ampak dajmo vsem tudi svojo kožo malo negovati, pa ji prvoščati, da naj diha. Ja, in sploh, če želimo imeti lepo kožo tudi na dolgi rok, ne samo za tisti večer, ko gremo ven, je to absolutno tudi še eden od korakov, ki ga ne smemo izpustiti. Torej, make-up vsak večer dol, in potem zjutraj spet gor, ampak zvečer pa nujno dol. Tudi če ga zjutraj ne bo sedaj spet gor, ampak samo da gre dol, to pa mora iti. Danes smo itak že začeli v bistvu z micelarno vodo, ki je nekako za mnoge tudi osnovno sredstvo za čiščenje make-upa, tako da mi smo ta korak absolutno v tej naši rutini že upoštevali. Kako izbrati pravi puder, sprašujejo, oziroma odtenek zase? Fantastično vprašanje. Hvala lepa, Nina, razsvetli nas. Ja, v bistvu jaz bi tukaj res rada poudarila, da veliko testiramo na svojih rokah, ampak žal so roke izpostavljene zunanjim dejavnikom bolj kot naš obraz. Večkrat si jih umijevamo, večkrat si jih razkužujemo, tako da vedno probamo tukaj, na tem predelu, se pravi tukaj, kjer se nekako zliva v vrat, tam bo nekako najbolj realno stanje, realen ten naše kože, ker v bistvu mi roke res so toliko izpostavljene in ni vedno isti odtenek. Ja, ni isti, ja. Tako da hvala lepa, na to je kar dobro biti pozoren, sicer pa vemo, določeni tudi recimo kupijo 2 ali pa mogoče celo 3 odtenke istega pudra, pa ga potem kombinirajo. To je sploh zaradi tele pipete tukaj enostavno, zato ker potem stisneš malo tega odtenka, malo drugega odtenka, lepo na tisti paletki malo pomešaš in si naneseš na obraz. Ni pa treba komplicirati, zdaj govorimo pač o nekih absolutno že nadgradnja korakih, ki jih za neko vsakodnevno uporabo absolutno človek ne rab, oziroma se lahko zadeve tudi malo pokorigirajo s kakšnim korektorjem morda. Res je. Samo še to mi povej, lahko vsi tipi kože uporabljajo tole podlago? Absolutno. Za kakršnega koli malo bolj masnega tipa, pa samo mičken več pomatiramo T-zono in to je to. Zdaj pa korektor. Zdaj pa korektor. Ker vem, koliko je navdušena nad tem korektorjem. Ker celo vem, bo sama povedala, ampak včasih ga celo za kaj zamenja. Ampak mečkeno kasneje. Najprej mi povej, draga moja, Maybelline New York tekoča podlaga Superset je navdušila, ampak korektor z gobico Instant Anti-Age Eraser, tukaj le pred nama odtenek 02, Nude, je pa bojda your favorite. Tako je. V bistvu meni je predvsem všeč pri temle produktu tale gubica, ki nam res omogoča nanos preciznejši in v bistvu mičkan ga že sam zabriše. Tekstura je ful prekrivna. Jaz bi rekla medium prekrivnosti, obenem je tudi mičkan bolj mat teksture, kar je super za tiste, ki pač imamo mičkan bolj masno kožo. Vkolikor imate suho kožo, seveda pač smo že toliko dobro nego pred tem naredili, da bi načeloma mogli biti vse v redu, ker sem tudi potestirala tudi na drugih, ampak v bistvu mi je všeč to, da ima malo bolj breskvaste podtone, kar pomeni, da se zelo lepo obnaša z temnimi kolobari, se pravi s podočnjaki, ki so vijolični ali pa modri in je v bistvu komplet tako. Barve si kar so si fajn. Se v bistvu, to je tudi zdaj naš zadnji korak od teh 5 korakov, ki smo jih danes predstavili, s katerimi lahko pridete ne samo do lepe, ampak tudi do zdrave in negovane kože. In ti si posnela tudi en posnetek, tako da bom zdaj režijo prosila, da si pogledamo, kako je Nina s to gobico in s tem vrhunskim korektorjem prekrila vse, kar mora prekriti. Tako, v bistvu, kot ste videli, sem zavrtela tale zgornji del korektorja in v bistvu ful lepo precizno lahko naneseš po celotnem obrazu. Jaz sem tukaj nanesla na sredino obraza, se pravi pod oči, na brado, na nos in na čelo in pol se v bistvu s prsti zelo hiter in učinkovito zabriše. Tako da se v bistvu tudi vidi, kakšen lep finiš. Ja, res je. Zelo lep finiš, tudi tvoj izraz na obrazu in na koncu povedal vse, Tako da je bila si zadovoljna sama s sabo in vemo, kadar smo zadovoljni sami s sabo, žari na ven,
točno to žari ven in takrat so zadovoljni z nami tudi vsi ostali. Ne? Tako da ta mantra se jo kar splača malo ponotrant. Mogoče, če smo že prej začeli tudi o tem, kako pomembna je pri izbiri podlage tudi izbira pravega odtenka, verjetno je enako pri korektorju. Tako je, v bistvu pri korektorju, jaz bi nekako rekla, tisti light do medium bi bili vsi odtenki primerni za naju, odvisno v katerem mestu sva, če je malo več sonca, seveda malo temnejši pa za potem mičkan temnejše tene. Na podoben način lahko tudi pri korektorju vidimo, kje smo z odtenkom. Jaz bi pa rekla, mogoče, če ga sem damo, lahko je 1 ali pa 2 odtenka svetlejši od naše podlage. Tako da mislim, da je to dober trik, da če boste šli recimo kupovati tole kar od DM-a, tam imate seveda vse te stvari tudi na voljo. Tako da dajte res potestirati, če se boste odločili za to opcijo, oziroma če imate pa že nekje približno idejo, kateri odtenek vam ustreza, pa seveda dobrodošli, da nakupujete tudi v udobju vašega doma in tudi na ta korektor 40-kratne točke trenutno, tako da je za izkoristiti. Mogoče si bo kdo še celo malo zaloge naredil, ker to vemo, to je potrošna roba, tega gre veliko. Sploh če včasih korektor zamenjaš kar za podlago, Ninči. Ja, res je. Vi smo se lih prej pogovarjali, da jaz poleti res ne maram občutka podlag na svoji koži in uporabljam v bistvu ta korektor v 3 različnih odtenkih in sveto ga nanesem pod oči, vse ostalo pa pač naredim kontouring obraza in sem ready. Odlično. In ready smo tudi mi, ker smo zaključili s 5 koraki za popolno nego naše kože, našega obraza. Jaz sem prepričana, da danes spet vsi vemo nekaj več. Luštni triki so bili in Nina, jaz sem zelo vesela, da si tudi danes prinesla ne samo ogromno novih informacij in znanja, ampak to svojo lepo sončno energijo, ki nas je vse spravila kar v malo boljšo voljo. Jaz vem, da se strinjate, čeprav zdaj tega mogoče ne morete nazaj povedati, ampak Nina pač res vedno prinese ta optimizem in dobrovoljnost, tako da hvala lepa. Hvala tebi, Ajda, in enako seveda, z veseljem vedno se vam tukaj pridružim. Te držimo za besedo. Zdaj glede na to, da vidim, da ti ta tematika zelo leži, tudi tebe povabim k spremljanju naše naslednje oddaje 1. marčevske. 4. marec je namreč naslednji datum, ko se srečamo v aplikaciji Moj DM. Celoviti negi obraza se bomo posvetili, z nami pa bo zdravnica Nika Juriševič Dolinar, tako da spet informacije iz prve roke, mogoče bomo še malo bolj konkretno govorili tudi o teh aktivnih sestavinah, ki jih najdemo v različnih produktih. Skratka, bomo dobili mogoče še odtenke znanki, ki bodo nadgradili to, kar smo midve tako ali tako že danes povedali, ker nega kože je res nekaj, kar nas zadeva vse in tema, ki je vedno aktualna. Hvala vam za vašo pozornost, še enkrat 40-kratne točke in pa držimo pesti obeznino, da ste med izžrebanci naše nagradne igre. 10 paketov bomo poklonili med vas, danes predstavljenimi izdelki, jutri ali pojutrišnjem, torej malo spremljajte DM-ovo spletno stran. Do 4. marca, srečno in lepo se imejte.